bila na zračni blazini. Vse se mi je premešalo. Ne je bilo srečo, to bilo strahom. Samo pomisli, Silvija, dela. Naročila bom novo ploščico za na vrata. Marija in Pedro Garcia, uslužbenca, kako se ti to sliši? Ne, Pedro še ne vem. Hotela sem mu že telefonirati, pa sem se premislila. Le kako bo pogledal, ko mu bom povedala, da sem dobila službo. Ja, ko je presenečen gleda tako milo in otročje, da tega nikakor noče zamuditi. Če sem še zaljubljena, seveda. On, kot da me je sinoči prvič poljubil, še zmeraj je galanten, da je strah. Ja, oprosti, Silvija, kličejo me moji lačni klunčki. Ja, prisrčnost od sile prav lahko pa vseeno ni z njima. Nasvidenje, oglasi se mi kaj. Že gre, mamica, že gre. Kdaj bo že enkrat jaz lahko sedel na ta preklet stol? In kdaj bo že enkrat moj mož prišel dobre volje z te presnete pisarne? Če bi prihajal iz Sheratona, bi bil najbrž drugačne volje. Morda take, kot je tisti tvoj Robert Redford, zagorelega obraza, pravilnih belih zob, s pridihom ozona. Tudi jaz bi se smejal, če bi me kdo plačal za to. Men pa plačujejo za to, da sem čemeren in togoten. Jaz se prav nič ne pretegujem. Če bi se ne bi okopala otrok, ne bi skuhala večerjo, vsega imam do grla in še čez. Ti lahko čvekaš, ker nimaš okrog sebe norcev, neurotikov s primesjo paranoje. Moj šef si bo nekega dne nataknil Napoleonov klobuk in zahteval, naj odplavam na Elbo. Zapomni si, kaj ti pravi. Tiše, lepo te prosim. Ko se pa privlečem do doma, me čaka in zakonska družica, ki zna živet. Brat plenice pomeni zate zna živet in pogled na te usrane stolpnice, ki jih ne konca ne kraja. Pa ta trapasta gugalnica nikdar več ne sedem na njo, da boš vedel. A, seveda boš. Pa še kako boš. Kdo drug neki bo. Kupil sem si jo za svoje mlade dni, starih tako ne bom učakal. Prej me bojo požrli bedaki. Delam z ljudmi, ki mi prvič pijejo kri. Skupina 0, faktor nič, RH pozitiven. Drugič, tanjšajo nervus sympaticus in čakajo, da bom razpadel kot elektrodispečerski sistem. Daljnovodni stebri, na katerih stojim, že strmijo, še močan sunek vetra, pa bo konc. Bi si umil roke. Ampak, Marija, ti sploh slišiš, kaj ti pravim? Kaj ne bi slišala? Pred jedjo vsako rokico v misi, sicer bo rekla mama, joj me kakšen pujs si. Neverjetno, kako si podobna svoji mami. Recimo, da sem, zato te bo vroča juha prej spravila k sebi kot to nesmiselno kričanje. Nabaši si trebuh, pa ti tudi kamnite sekire ne bodo mogle do živega. Filozofija tvoje cenjene gospe mame. Marija, ti sploh nisi sposobna, da bi začutila, kako je nekomu drugemu. Razkošje, v katerem se valjaš te brani, da bi sploh zaduhala, kaj je to pravo življenje. Se ti zdi? Ne, nič se mi ne zdi, vem. Univerzitetno diplomo si potlačila med pomivalke in predpasnike s krvavo zelenimi marjeticami. Zabarikadirala si se med kuhinjsko dimno zaveso in plenice, ter si domišljaš, da je surovo življenje zunaj teh zidov cvrkotanje ptičic. Kaj menda ni? Ma, samo poslušajte jo. Tam so vendar volkovi. Če te ne raztrgajo danes, te bodo jutri zagotovo. Svet je torej džungla, praviš, in našel se bo hudoven volkec, ki bi tvojo naivno kapico lahko pohamsal. Ne boje, ne. Volkovi se ne motarajo okrog samo postrežnic in parkov, ti pa tako dlje ne prideš. Volkovi sede v upravnem kolegiju, v odboru,
Strmijo vate iz pisalne mize. Danes so se pa lepo posladkali s tabo. Požrli so mi želodec in precejšen del možgan. Pa te je še zmeraj zadosti ostalo, mili moj. Pa morate res ravno takrat, ko sem pri večeri. More nek oče sploh prestopiti hišni prag, ne da bi pogledal svoja poljubljenca. Le kaj imate od mojega utrujenega obraza? Oglej. Spravi se, no k njima saj veš, da te bosta veselja. Fatečka. Hola. Kar režite se mi, lej Marija. Častna beseda, da se mi režita. Poglej, kako mi miga Silvestre. Miga ti, Nikanor. Silvestre ima močnejšo spodnjo čeljust. Lepa reč. Še lastnih otrok ne razlikujem. Si pa res srečna, ko veš, kateri je Silvestre, kateri pa Nikanor. Je kdo telefoniral? Nihče, prav nihče. Pač, klicala je Silvija, pozdravljate. Gatanka tisti njen. Kot ponavadi, saj. Oglasil se je poštar. Kaj hočejo, kakšne obroke? Iz banke Kredikop razpis za delovno mesto. Iz banke Kredikop? Kaj pa je s temi kreteni v Kredikopu, kaj nam pišejo lepega? Sporočamo vam, da vaše prijave za delovno mesto stalnega ekonomista žal nismo mogli sprejeti. Zakaj pa rajši ne prebereš? Zelo nam je žal, ker nismo mogli upoštevati vaših odličnih ocen, vaših postdiplomskih ambicij, vaše intimne želje, da se že enkrat znebite vaše črne kuhinje, pedra in smrkljavih otrok. Za božji čas, ki si pa to pobral? Leto ženski je mimo, te hinavske prevare moškospolnih bitij. Namesto vas pa smo vzeli nekega moškega silaka s strahovito razvitim prsnim košem. Poleg tega, in to je najvažnejše, ta krepostnik ne more roditi. In s tem se je naš sindikat zavaroval pred vsakršno zlorabo materinskih čustev. Si končal, ti je zmanjkalo, pa me lahko za sekundo poslušaš? Lahko? Sprejeli so me. Ženske se šolajo samo zaradi primernega statističnega povprečja, ne pa zato, da bi potem Kaj si rekla? Da sem dobila službo, delam. Ti? Ja. Za božjo voljo pa so ti res dali službo. Že od včeraj sem med volkovi. In to mi poveš šele zdaj, po juhi. Najprej sva morala pomiriti tvoje volkove, rešiti tvoje probleme. Pa še z višjo plačo začenjaš. Marija, se ti sploh sanja, kaj se godi s teboj? Skrajen čas je že bil. 16. razpis, na katerega sem se prijavila. Se godi, ja. Najvažnejše se bo šele zgodilo, se mora zgoditi. Zdaj boš jo kot po maslu, ljubi moj čemeruha, v plači, družinski potrošniški kredit. Ja, seveda. To je torej pismena pogodba, si razumela? Nobenih žalitev več. Pridite, prosim, jutri zjutraj in tako dalje. Imela boš pisalno mizo in plačo. Marija, zbud se že enkrat. Za stran otrok bomo naredila takole. Najprej bo priskočila teta Mara, potlej pa ni zlomek, da najdeva kakšne jasne. Lepo te prosim, nobene tete Mare, nobenih jasnih. Pa menda ne boš imel otrok v fasiklih. Od danes naprej boš za otroka samo gost, tako kot sem danes jaz. Tvoje mame ne maram. Ola, pošta? Ja, rad bi jo dal brzo javko. Tukaj imamo številko 248561. Ja, podjetju Entel, prosim. S to brzo javko nepreklicno dajem odpoved sledečo obrazložitvijo. Pedro! Pustila, da skončam, prosim. Ste zapisali? Ja. Nočem več delati s tropom idiotov. Zakaj pa ne? Ja, kdaj pa v tej svobodni državi brzojavke cenzurirajo? Človek božji, najprej se vendar pogovoriva. Že vse zdavnaj pogovorjeno. Ola, ne z vami, gospodič. Prav, namesto idiotov napišite manijaki. Ja, polnoleten sem in odgovoren za vse, kar počnem. Ja, kaj pa da? Podpis Pedro Garcia. Hvala lepa.
Pedro Garcia, zakaj si to naredil? Pedru Garciji so se uresničile majhne, majcene sanje. Pravzaprav so se šele začele uresničevati. Iz tega stanovanja se ne ganem več. In iz tega stola tudi ne. A se ti ne zdi, da je kot nalašč narejen za moje telesce? Za vsako vretence je poseben prostorček. A zdaj pa malo sunemo nazaj. Sapo not. Sapo ven. Sapo not. Sapo ven. Kot bi počival na oblaku. Poslušaj, od danes naprej bom na tem stolu spal in jedel in... Pa z buckami se pripni, da te ne bo odneslo ven. Si pa rajši namažem rit z lepilom. Pedro, nehaj pa šalami. Jaz se sploh ne šalim. Kaj nisi slišala, kakšno brzojavko sem zdiktiral? Prekliči jo. Kako, prosim? Dvoje otrok imaš, ne sme se vendar prepuščati hipnim čustvenim zablodam. Kakšnim čustvenim zablodam? To je že vse odzdavnaj premišljeno. Od tule pride vse. Poslušaj, vsaka tvoja prošnja za službo je bila korak bliže k mojim sanjam. Samo od danes naprej mi ne bo več treba sanjati in nihče mi ne bo očital, da vlečem kolo zgodovine nazaj. Zraven sebe boš imela moža, ki bo tvojemu domu vdahnil pravo življenje. Zavezal si boš predpasnik? Ja, in zasmrdel po plenicah in prežganju. Si mi res moral pokvariti dan, kot je današnji. Ne, Marija, no, pomiri se vendar. Samo položaje sva zamenjala. Imela se bova rada kot doslej. Samo da ne bom več napet kot indijanski lok, da ne bom več zoprn, recimo, in da bom sposoben razumeti vse tvoje tegobe in težave. Jedli bomo torej tisto, kar bo skuhal ti. Ja, in ti boš nosila obleke, ki jih bom jaz škrobil in likal. Vozila boš avto. In dirjala ob nedeljah na nogometne tekme. To, če ti bo srce poželelo. Slednjič je prava sreča našla pot v najin domek. Antes nunca estuve. Ključ od avta, kje so ključ od avta? Kraljestvo za ključe. Si kam zatlačil? Takrat, ko sem še tlačanjev, so viseli v predsobi. Sicer pa se mi zdi, da jih imaš v roki. No, vse, kar je prav ti utrajni trenutki, ko je dragocena vsaka sekunda. In to dejstvo, da začenjaš šele ob 8:30. Ko sem jaz hodil na šiht, sem vstajal s peki. Zame so bile rezervirane polarne noči. Vstajal sem v somraku in se vračal ob Ave Mariji. Zame sonca sploh ni bilo. To je tvoja preteklost, pozabi jo že enkrat. Nikdar, milostljiva. V tem somraku so izginili najlepši časi mojega življenja. Reči mi, povej, koliko je ura? Še 8 dni. Kava se ti bo hladila. Ne utegnem, že tako sem pozna. Vsako zamujeno minuto upišem nekakšne črne bukve, le kaj potle počno z njimi. Poslušaj, otrok ne stresamo, ampak povijamo. Najprej ritkice, do čistega obrišeš z vlažno vatico. Potlej ju zaviješ v sveže plenice in... Neč več. Kaj pa s posranimi plenicami? Jih vržem v smeti? Ne, posrani jo streseš v školjko, plenice pa namočiš v plavo kadico. Še kaj? Pravzaprav ne. A ja, samo to. Hudo mi je, kadar se cmerita. Takrat pa res ne vem, kaj bi z njima. Saj si vendar čital doktorja Sokolinskija. Otroci jočejo, kadar so lačni, mokri ali bolni, četrtega vzroka ni. Pa je, kadar so sami z očetom. Nisem po njunem okusu zgleda, ali jih je kdo našuntal zoper mene, ali pa me kot gospodinjo grdo podcenjujete. Oj, živo sem, spet me bodo zapisali v črne bukve. Sej, do centra ne rabiš več kot 20 minut. In 20, da dobim prostor za parkiranje. Poslušaj, bojler naj bo lepo prižgan, v kuhinji mi ne delaj prepiha in če se ti bo posrečilo, delovno mizo pobriši z mokro krpo. Prav? Prav. Pedro! Hola? Prosim? Ja, seveda sem jaz. Ravno kar odhajam. Ja, bodite brez skrbi. Moj Pedro je zlat, kar ga je.
Brez skrbi bodite. Nasvidenje. Čau. Rosetjeva z 4. z doma gre, pa boš plačal za njo elektriko. Rosetjeva, tista prsata mogočnost, ki spi do 10. Glej ga, no, odkje pa ve za vse te finese? Me gospodinje se poznamo, ne? Ker si pomagamo. Včeraj sem za tisto pretegnjeno trlico iz 7. čakal inštalatorja iz servisa, pa me je Rosetjeva zvabila na kavo. Sonce ti že celo večno sije ko obsedeno, ona ti pa šele vstane. Ne pretiravaj mi z uslugami, pazi na otroke. Nič ne smem. Skoraj bi pozabila. Zakaj pa v avtu zmeraj gori tista lepa rdeča lučka? Tista nad menjalnikom? Tista? A to pomeni, da voziš s pretegnjeno ročno? Prosto nisem opazila. Ja, pa opazi, prosim, preden odivjaš s to svojo raketo. Zanesi se nam, ja? Daj pa še. Ročno potegneš samo takrat, ko speljavaš po klancu. Prosim, da to upoštevaš. Zanesi se name. Čau. Čau. Hola, gospoda Pedra Garcia, prosim. Da ga ni. Službeno odsoten. Kako da ne veste, da ni mogoče bolan? Ali pa da je celo odpovedal? Ga vi zamenjujete? Nihče ga ne zamenjuje. Da se da tudi brez njega? Brez težav? Kaj da se govori? Da se mu je skrbljalo? Kako neki vam kaj takega pride na misel? Ne, nisem njegov odvetnik, gospodiča, ampak dovolite, da vam povem, tako se pa tudi ne govori o človeku, ki je Ola? Ja, že grem. Ja, sej, no. Ja, pa papica je pripravljena, samo prezgodaj še. Ja, pa kaj bi zdaj rada, mladeniča, ne? Pogovorimo se kot možaki. Jutri bosta junaka, prvaka, vojaka. Vajen moški roditelj je slikar. Dogodek številka 1 v likovnem življenju našega glavnega mesta. Da kaj, vendar nista brala? Ma se jaz to nisem. Napočil pa bo dan, ko bomo vsi skupaj držali kot veriga z roko v roki. A tako se dela. Silaka Očkova, generala, astronauta. Mi trije smo 3 uboge sirote. Mama nas je zapustila. Na pa kaj se zdaj mrčeš, neka nora, ne smem nobene reči čez tvojo mamo, kako? No, prav, pa ne bo. Ona vendar dela, služi vsakdani kruhek. Res pa je, da tudi mi ne sedimo križem rok. Vidva polnita plenice, jaz jih pa praznim. Vzorno sodelovanje naših sindikatov, ni kaj reči. Ola, oprostite, da smo vzala tako zgodaj. Moja snaha je prejle rekla, punca naj pa še zmeraj spi. Kašna punca? Je Pedra vendar. To je gospod Pedro. Če si pa prejle rekla, da nam bo Pedra plačala elektriko. Juško, vse se vam je zamešalo. Če nekomu rečemo gospod, pomeni, da je moški. Ja, saj nisem slep. Samo kdo je pa potletale gospodinec? Jaz sem gospodinec. Veste kaj, ravno kar sem premišljal, s kom bi pil kavo. Hodo sem že pristavil. Pedro, prosim, da mi res ni slab človek. Samo... Ne, brez skrbi, še mislil nisem, da bi lahko bil. Joj,
Saj to je kakor pred vojno. Ja, uživajte, kolikor je vas volja, takoj se vrnem. Pazite, no malo kaj govorite. Ja, zakaj si se pa tako skupala name? Mar ne pravite ga tako in tista iz 5. nadstropja in ga hvalite, da je najbolje gospodinje v bloku? Ampak to praviva smo med sabo. Saj tudi jaz nisem šel tega obešati na veliki zvon. O, tako. Malo kave, gospa. Hvala. Mingo. Mej, Dunsinko, pred vami se pa marsikaka gospodinja lahko skrije. Bi imel smetane? Smetane nisem pokusil, da ne pomnim. A na svojo sladkorno ste pa čisto pozabili? Ne, brez skrbi. To je dietalna smetana, ne? Sam sem jo stepel. Ja, si ga slišala. Veste, Pedro, kot ženska sem ponosna, da je med nami znašel tudi moški. In to moški, kot ste vi. Poglejte, samo fantička sta prava angelčka. In skrbite za njo, da je veselje, kar je res. Najboljša mama v stolnici ste. To mamo morate vzeti v najboljšem pomenu besede. Ja, razumem. Kaj si že hotel reči? Naj plačam za vas elektriko. Če vas te ne nadlegujem preveč? Še malo ne. Veste, gospodine si med seboj moramo pomagati. Kdo pa se hoče ne imeti? Ko je bila vaša Marija še ženska, hočem reči, ko je bila doma, kot ste vi zdaj, sva si pomagali kot sestri. Jaz sem plačevala za njo najemnino, ji pazila otroke, ona pa je včasih skrbela za mojega Mingota. Mingo, boste ostali malo pri našem ljubeznivem sosedu? No, vidite, sploh ne boste vedeli, da je tu. Ko imate njeno hiši, ne potrebujete nečeta, ne detka, ne nič. Imamo vse to pa še kaj zraven. Tale je za tok. Kar se pa tiče starega in prehrane, bodite energični. Ko se zbudi, mu dajte čaj brez sladkorja, prosim, pa 3 priožite, samo 3. In ne dovolite, da bi si kaj izmišljal. Vse, kar potrebuje, ima tu v torbi, ostalega pa nič, prav nič. Mejdon, kako vam zaupam zla človek ste? Ja, samo jaz bi rekel... Brez skrbi ga puščate pri otrocih. Drug drugega bodo uspavali. Vaša desna roka, verjemite mi. Moja zvedina, ne bo za njene strah. Dragi sosed, najlepša vam hvala. Samo že dajo, sibi. Adio. A ji že šla? Nič ne skrbi, sinek, lepo se bova razumela te dni. Kaj te dni? Kam pa jo je odneslo to vašo snaho? A Kaja ni nič povedala. V Boston sa šla, tam njun najstarejši sin Amerikancem zoberuje. Aha, samo v Boston. Zmeraj pozabi povedati. Mejdun, počutim se kakor kukavičje jajca. Kje praviš ima stranišče? Po veži na levi. Prijateljček, kaj bi Ej, Franci, kot si se pa ti vzel? še zmeraj ostajam pri vprašanju, kakšne ptičice frčijo skozi tvoja vrata? To je bila kukovca. Kako prosim? Kukovca, ravno kar mi je podtaknila jajce. Pri zdravniku si že bil? Počemu? Zdrav sem kot dren, lahko bi tekel 10 kilometrov. Pa zakaj pa podli ne tečeš, ampak? Kaj pa če čas tole cunjo? Nam pošiljaš odpovedi, doma se pa maskara s predpasnikom. Ravno zaradi tega. Pa boš vendarle moral zdravniku. Mogoče so se ti hormoni malo pomešali. Moji hormoni delajo kot švicarska ura. Vsestransko? Vsestransko. Ti si pa skudičen. Pa si kar sam? Vsak dan do 1:06. To je zdaj svobodna moška cona. V hiši smo 3 moški in kraljujemo po mili volji. Kaj, tudi otroke varuješ? Če sem se razvezal v službi, to ne pomeni, da sem se tudi doma. Zdaj pa sedi človek Božji. Pa povej mi, kaj se kaj govori pri nas, to se pravi pri vas. Kaj bi tisto. Poganjajo se za delitev po delu, vendar nihče ne rine preveč v spredje.
Stranka pritiska na sindikat, sindikat na delovno družbo. Vsi bi radi denar, nihče pa ne mara, da bi mu kdo očital nenačelno zdaj. Kaj pa o meni se kaj govori? Če ti po pravici povem, se o tebi ne govori več. Vsaka stvar je nova 3 dni, pa... veš, to se te spominja? Elisa z bifeja, mislim, da si še nekaj malega dolžan. Tisto bomo uredili pozneje, ne? Rajši mi povej, kako je bilo, ko je prišla Brzojavka. Prav komično. Nihče ni vedel, na koga leti tisto o manjakih. Občutljivo to ljudstvo ti pravim. Obenem pa vsi to občutljivo skrivajo. Sikajo levo in desno, mislijo na šefa, mislijo tega ali onega. Sebe pa nihče ne vrsti na seznam. Kopalnico imaš tamle? Ne, na levi. Se pravi, da je to spalnica? Ja, tako je. Ampak praviš, da je bilo komično. Kaj bi zdaj s tem? Poslušaj, kdaj se ti ponavadi stara vrača iz službe? Okrog 6. Včasih se zamudi vse do mraka, ampak me prej telefonira, da pogrejem, kar je treba. Ampak povej, a je res učinkovala Brzojavka samo komično, ali kako? Brzojavka. Kakšna Brzojavka? Tista, s katero sem odpovedal službo. Kako bi ti rekel? Ljudje so se razdelili v... Pa se kdaj zgodi, da ti žena pade iznenada v hišo? Ja, zakaj bi ne padla, tako daleč pa še nismo. Kako so se ljudje razdelili, povej mi, res me zanima. Nič določenega. Nekateri pravijo, da si budala, drugi pa da si pokvarjen, tudi jaz sem med njimi. Jaz pokvarjen? Razočaral si me, prijateljčak. Mislili smo, da si dobil odskočno desko za nekaj boljšega. Kriv sem pa tudi sam. Od vsega začetka bi moral vedeti, da si mahnen. Prosti, da ne najdem boljšega izraza. Jaz pač ne mislim, da sem mahnen, ne. Nič drugega ne delam, kot da branim integriteto svoje osebnosti, svoje človeške pravice, če se to lepše sliši. Tak je koncept življenja, ki ustreza moji osebnosti in to sem voljan braniti. Še vedno mi ne gre v glavo, da se ves dan plaziš po kuhinji v predpasniku in pereš plenice, stanovanje ti pa zelo prazno. Kaj pa ne po tvojem počnem? Moški, ki je pri zavesti in pri močeh, se ne sprašuje, kaj ne počne v praznem stanovanju. Na take reči ti misliš? Kaj pa drugega? Vsekakor ne mislim na starševsko gugalnico, kamor si se zavaril. Poslušaj, lahko mi očitaš, da sem kretenski, prostaški ali pa nenormalen. In ne bom se čudil, če me boš vrgel čez prag. Kaj pa čenčaša, Bog te nima rad? Ne, to mora storiti. V nasprotnem primeru... V nasprotnem primeru kaj? Ostanem tu. Prav, meni bo ljubo, boš poskusil moj lokro... Jaz ostanem tu, ti podideš. Odstopim iz stanovanja za urico ali 2. Kaj pa ne, da si brez stanovanja? Moje stanovanje za take reči. Pa kaj pa je zdaj, ali moraš vprašati zadovoljenje svakega ali koga? Ne. Poslušaj, za svojega starega kamerada boš pa le že to naredil. Francisco se da odolžiti, verjeli. Ampak kar tako kot grom iz vedrega. Pa kaj si ti menih ali kaj? To ni kar tako, to je resna stvar. Gre za damo, ki je v vseh ozirih okej. Jaz nisem kak španski vetrc, to ti je menda znano. Jaz vedel. Saj sem vedel, da si fant od fara. Ulica ali 2 mine kot vitrine. Zaradi mene greš na kokino. Hola, Jolanda. Ljubezen, kako si? Ja, vse v redu. Poslušaj, našel sem nava očarljivo gnezdece. Pravi apartman, kot v filmu. Se slišala? Ja, se razume, samo zate pa zame. Kot 2 golobčka bova, Žoli. Ja, seveda, prav zdaj le. Poslušaj, daj mi naslov. Kakšen naslov? Naslov, ulico in hišno številko. Tak zbudi se na vendar, človek božji. Žoli, samo trenutek, prosim. Pa menda ne boš rekel, da boš pustil damo na cedilu. Kakšna dama? Žoli, koga pa? Obljubil si, ura ali 2. Prmej dol, malo se sprehodiš, pa pogledaš izložbe, pa si spet doma. Kaj pa otroka? Kakšna otroka? Čigav otroka? Kaj pa mišaš otroke zraven? Ti bi torej naredil iz mojega stanovanja majhen amaterski bordel. Žoli je subtilna ženska, družbena, firmirana, sploh.
Jaz sem član kolegija, ti si klasičen tip družinskega očeta. Ne vem, kje si staknil ta bordel. Jaz cepec pa sem si domišljal, da si prišel, da bi videla, kako je bilo z mojo brzojalko, s to mojo utesnenostjo, kakšni so ti prekleti medčloveški odnosi, kaj me je pognalo do koraka, ki sem ga storil, ti mi podpiraš v hiši pigale. Dovoli, to so prizvoki, ki ti jih ne dovoli. To so čitki, ki konce so kolega in bilo bi fejs, da bi tega ne pozabil. O, da žalim? Ja, oprosti, ja, srčece, ja. Ne, odpade, nima smisla. Ne. Kaj pa počneš zvečer? Ti pa z milom letaš ven s tem svojim zaročencem. Ja, oprosti, že prav, ja. Dobro, te že pokličem. Čau, zvolom, čau. No, vidiš, to ti je človek na mestu, vse razume, zdaj ne morem biti takega reči. Ti mar mogoče, da v podjetju, kjer sem pretolkal 8 let svoje delovne dobe, živ pes ne vpraša, kaj se dogaja z mano. Zakaj je nek Pedro Garcia odpovedal? Zakaj vizgat? Zakaj misliš, da sem prišel sam? Ti? Kolegi me je povlastil, naj te obiščam in poizvem za tvoje razloge. Se pravi, da se kdo vendarle zanima zame. Nehaj klistirati, brate, Danes nam brzo javno prodajaš načela, jutri pa nam pošilja žena v izvidnico. Jaz? Ja, kdo pa ti, kdo pa drug? Lepo nas je obiskala in moledovala, naj ti vse to osebno blaznenje odštejemo od rednega dopusta. Moja žena, da hodi v mojo službo, razlaga, da nisem pripravljen. No, to je vojna stvar, ne bom se vtikal. Vsekakor želi vedeti, pri čem je. Koncem koncev zanima tudi nas. 15 jih čaka na tvoje mesto. Tako da zdaj pa kar počasi odloči se. Avantgardist, kotlički ali pisarna miza. Ja, seveda se bom odločil, ampak si prepričan, da je bila ona. Z nami je pila kavo, sedila je za tvojo mizo. Poslušaj, mudi se mi, se ti bom že še oglasil. Kar se tiče obljubi o žoli, pa ne pozabi. Samo preklicano, ne odloženo. Pa prihodnič. Ja, mogoče pa res prihodnič. Pa nasvidenje prijateljčak in oprosti. Ne, le kaj naj oproščam. Čau. Povej, kako je tako smešnega, sinek, da se bom smejal še jaz. Ne, neč posebnega, Migo. Dobro se mi godi, pa se smejem. Migo, ste kdaj pokazali zobe družbi okrog sebe? Sem, kaj sem? Zakaj pa niste še drugič? Ker so mi prvič izbili. Pa je vaša žena kdaj razlagala drugim ljudem, da ste malo neresni, površni ali sploh malo čez les? Moja rajna Antonella. Sinek, v mojih časih ni bilo v modi, da bi žene tako govorili o možeh. Zdaj pa kar tekmujejo, katera bo bolj odrihala. Dolgo tega nisem slišal eno reči, mojemu so se totalno skisali možgani. Še tega se mi je manjkalo, da bi moja Marija mojo norost razglasila v časopisih. Povejte mi, Migo, kako se vam zdi? Sem storil prav, ko sem pljunil na svoje dosedanje uradniško življenje? Malce prezgodaj je, da bi te obsodil. Nenavaden človek si, vsaka ti čast. So nenavadni ljudje, ki so benem zelo koristni. So pa tudi taki, ki škodujejo sebi in drugim. Ti si nekaj vmes. Toda prišel bo dan, ki ti bom natančno povedal, kje. Zame je vsak dan znova novo vznemirjenje. Tako nekako sem se počutila, ko sem hodila v osnovno šolo. To ni fraza, res ne. Slej, samo životarila sem, sploh nisem živela. Koliko časa je tebe držalo, Silvija? Mene ni niti držalo, niti vznemirjalo. Če še spomniš, sem morala v službo zato, ker je ta moj pokravc prodal avto, za katerega smo še plačevali kredit. Se spomnim. Pri vas je bilo nekako tako, reši se, kdor se more. Šlo je za življenje, moja draga Marija. Saj. Komaj čakam, da bi pozabila tiste čase. Povej mi, Silvija, bi tale užgala pri sprejemu predsednika občine? Važno je, da boš užgala ti. Oblekaj samo embalaža. Pa koliko časa bo trajal ta simpozij? Samo pomisli, 3 dni. Imam eno posteljno sobo, 2 večeri, koktel izlet. Kaj hočeš še več? In koliko vas gre? Poln avtobus, ne? Kje pa? Samo 3. Direktor, pravnica in moja malenkost. Po svoje je res nerodno.
komaj se zazorila krok sebe, pa fac na simpozij. Drugi stokajo, ne? Kaj stokajo, derejo se, pišejo pritožbe in peticije, samo naš glavni se zato ne zmeni. Tako pravi, komor nekaj všeč, tamne so vrata. Kar tako demokratično. Naravno sfermanje. Povedal mi je, spoznati morate, kaj je to luftarija na visokem strokovnem nivoju in kako se da delovne ure na vse pognati v zrak. Kaj pa Pedro? Oj, Pedro, kaj bi rekla? Korekten je, še več, izvrsten. Izvrstno igra vlogo moškega iz 21. stoletja. Poudarja svojo vzvišenost, demonstrira svojo privrženost v ideji spopadu med hlačem in krilom. Sijajen je, res. Se kdo bi si predstavlja kaj takega? In ti? Jaz. Mene preganjajo nekakšni zlodjevi predniki in predsodki. Še zmeraj me žge tisto večno vprašanje, kaj bo rekel Pedro, če naredim to ali to, če naredim tako ali tako. Vprašanje, kdaj se bom tega znebila. Samo pomisli, Silvija, zdaj sem začela še skrivati pred njim. Kaj se že smukajo krok tebe? Ne, to ne. Bila sem na Kostanevi. Imeli smo poslovno kosilo. Ja, mi nisi nič povedala. Vse je bilo nekako čudno. Ko sem prišla domov, je imel Silvestre vročino. Pedro se je ustrašil na mrtve žlake, zbobnal tukaj pol mesta, kaj jaz vem, kdo je še bil. Potem povem mu kasneje, sem si rekla, ko se gneča malo zreči. Potlej on je šel spat, jaz sem bedela pri otroku, zjutraj je šel nas se zgoda pozdravila, jaz v službo. No, tako je minil dan in še eden, pa mu sploh nisem povedala. Dragica, me je kdo klical? Nihče, Mingo, nihče. Tudi Marjo ne. To si tudi Tanja oglasil. Krejno, čigava je pa ta? Jaz sem Silvija. Čigava Silvija? Antonieti, čerka Pasquale Antonieti je. Pasquale? Nekega Pasquala sem pa res poznal. V upravi državnega monopola je delal. Ampak moj očki bil potapljač. Kaj pa je delal? Potapljal se je. Tudi sem se utapljal, samo da v svojstvu načelnika ministrstva in pošte. Še bolj sem pa kakal na univerzi. Katere svojstvo je pa tvojačka? Moj očki je bil potapljač. V svojstvu potapljača. Mingo, to je bil njegov poklic. Beži, da bi se nekdo potapljal poklicno. Kdo je še pa kaj takega slišal? Kaj? Potapljal se je poklicno kot profesionalec. Kdo? Moj očka. Ampak zdaj se ne pogovarjajo več o tvojem očku, mar več o potapljaču. Bog vam bodi odposljiv, otroci moji. Pri vam človek res nikoli ne ve, pri čem je. Govorite eno, mislite pa drugo. No, na srečo tvoj Pedro ni tak. No, le kak se je drl? Po vaša zdravila je šel. Kadar on gre, tudi ne najde nazaj domov. To pa je ta staruha. Saj človek ne bi verjel. Sin in snaha jo mahneta v Ameriko, njega pa pustita dobrim sosedom. Ko si mi to pravila, ti sploh nisem mogla verjeti. Miška moja, meni se je zahotelo kave. Takoj, Mingo, takoj. Kaj take? Aj, pojdi odpred, takoj se vrnem. Hvala. Moj Bog! Kaj takega? Nič se me ne ustrašite. Prav zanima me, kaj bi rekli, če bi videli včeraj ali celo predvčerajšnjim. Tak sem bil kot maček Tom, ki ga po televizijskem ekranu lovi tista majcena miška. Tudi za Bogo revijo sem zrel, če bi bila ravna sila. Šale pa take. Izvolite, prosim, sesti. Hvala, rajši ne bi. Na mojem telesu namreč ni niti enega kvadratnega centimetra, ki bi ga lahko brez bolečine spustil na trdo podlago. Morebiti bi lahko sedel na rokah, tako glavo dol, noge gor, samo tega ne znam. Pa bom zato rajši stal. Pa ste prepričani, da iščete ravno to stanovanje? Marija Garcia, stanovanje številka 86. Ste nemara njena sestra? Prijateljica. Čeprav samo prijateljica, dovolite, da vas povprašam. Ste si me res predstavljali takega le? Pravzaprav se vas sploh nisem predstavljala. Da ničesar niste čuli meni, Perez, prednost vozila na glavni cesti. Se pravi, Juan Perez, vse z početka. Stvar je taka, da je vaša prijateljica moja kronska priča.
Jaz se čedno peljem po glavni cesti, vaša Marija tik za mano, stranske ceste prinori on in Kaj jaz vem? nalet pa dam, udarec. In rezultat je pred vami. Tak sem, da me lastna mati ne bi spoznala. Na let! Seveda, kako se temu pravi, tet a tet. Vi vidite nasprotnika, on vidi vas, lahko bi rekli viteška zadeva. Toda v primeru, o katerem vam jaz pripovedujem, je šlo za nizkoten udarec strani. Tako nekako, kot če vas nekdo v temi butne po glavi. Samo poslušajte. Jaz čedno na glavni cesti, vaša Marija čedno za mano. Oni pa stranske ceste, bums! Saj tudi take reči se godijo. Ampak kaj se drugo? Važno je, da vam še tiči glava med rameni. Se strinjam, močno se strinjam. Glava je važna. Priča je pa tudi važna. Se pravi, vaša in moja prijateljica Marija, ona more pričati, kako se je zgodilo. Jaz na glavni cesti, ona za mano, tista prasica potuhnjena, pa bums z boka. Za sodnijo je to važno. Zaradi tega sem tudi tu, da vso zadevo natančno preučimo. Danes, tu, ne pa jutri na sodniškem hodniku. Ste me razumeli? Seveda, kaj vas ne bi. Marija je izobražena. Ona bo povedala čisto tako, kakor se je zgodilo. Pa nič drugega. Jaz ničesar drugega tudi ne pričakujem. Jaz torej na glavni cesti. Marija za vami. Zelo dobro. Stranske ceste pa? Tisti potuhnjenec. Očarljivo, madam, očarljivo, kot da ste bili zraven. Takoj pokličem Marijo. Ampak veste, take stvari treba precizirati. Saj veste, kakšni so časi. Pokrite investicije, sončne pege, prekučen tovor za atomsko centralo tuča, vse to vpliva na ljudi, da se utegne obrniti. Potuhnjenec na glavni cesti, jaz siroda na stranski in potem, le zakaj vse to, madam, le zakaj? Le zakaj. Počakajte tukaj, takoj pokličem Marijo. Marija! Recite ji samo tisti iz Kostanere. S kakšne Kostanere? Kako kakšne Kostanere? Saj vam ves čas pripovedujem samo o tem. Jaz na Kostaneri. Kje pravite, da se to zgodilo? Na Kostaneri, 300 metrov od Aeroparkija. Se vam zdi, da kaj ni v redu? Seveda ni v redu, kaj takega se vam na Kostaneri ni moglo zgoditi. Glej, zanimiva ugotovitev. In zakaj ne, madam? Zakaj se na Kostaneri kaj takega ni moglo pripetiti? Kar če ste bili na Kostaneri, Marija ni mogla biti za vami. Juan Perez, zdaj pa globoko vdihni in štej do 5. Madam, jaz se peljem po glavni cesti. Nekdo za vami? Marija Garcia za menoj. Če moji prijateljici želite dobre Kostanere, ne omenjajte. Kaj pa ne potlej omenjam? Lanina, Concagua! Kar hočete. Moj spoštovanje, Perez, saj se me spominjate. Kaj se vas ne bi spomnila? Se spomniš, ko sem ti pravila o poslovnem kosilu na Kostaneri? Boste že prostili, z menoj niste bili na kosilu, ampak jaz na Kostaneri, vi za mano. Ja, seveda vozila sem svoj avto. Ampak Marija, to se ni zgodilo na Kostaneri, na Avenidi Corrientes, tam kjer delaš. Ste jo slišali? Na Avenidi Corrientes sem bil zadnjikrat prejšnji mesec v gledališču. Poslušajte, če hočete da priča Marija, ste bili butnini na Avenidi Corrientes. Zato vaša Kostanera pa dobite koga drugega. Silvija, oprostite, moja prijateljica se včasih malo bolj grobo pošali. Že mogoče, samo mene ta humor lahko salamensko dosti stane. Silvija, stvar je preveč resna, da Saj ravno zato. Pedro, boginja, ko bo na ta način zvedel, da si bila na Kostaneri? Kje imam glavo? Seveda. Prosim, da mojemu možu ne črknete v Kostaneri. Zdaj pa še ta, lepo vas prosim, se mar gremo kakšno komedijo ali se pogovarjamo kot odrasli Kot ljudje? odrasli ljudje, seveda. Dovolite torej. Jaz na glavni cesti, Drži. vi za mano Drži. in potuhnjenec. Tudi drži. Ja, kaj za vraga pa potlej ne drži? Tisto o Kostaneri, tega kraja mi ne omenjajte. Še tega se manjka. Na sodniji je treba povedati vse po pravici. Tam se ne sme nič licitirati. To, dragi moji dami, ni dovoljeno. Na sodni že, ampak tukaj v tem stanovanju pa nikakor. Moj mož ni sposoben razumeti, kaj bi jaz lahko delala na Kostaneri v času, ki bi morala biti na Avenidi Corrientes. Vaš mož nič ne ve za Kostanero. Ne, in v tem je vsa težava. Zdi se mi, da ni ne prvi, ne zadnji, ki ne ve za nek karambol. Poglejte, s tem tvojim modrijanstvom lahko kar nehate. Tu gre za zakon. Če gre za zakon in to za zakon z nedolžnimi otroci, potem seveda je Kostanera za vašega moža zradila. Hvala lepa. Au. Lepo je zgodito.
Mingo. Ni Costanera, ampak Avenida Corrientes je. Tale Avenida Corrientes? Kaj pa počneš tamle, človek božji? A si bi pasnik v Luna Parku, ko je gostoval ruski cirkus? Dovolite, moje ime je Juan Perez. No, se pravi, da so te levi tako zamrcvarili. Kakšni levi, stari, bočni udarc, stranska cesta. Mingo, zdaj ne nimamo časa za Ne razlago. se ne mudi, madam. Če nuje, počakam tudi vašega moža. Ne, nobene nuje, ni nobene nuje. Marija, odpri, ključe sem pozabil. Če dovolite, razložim vam, tako kot smo se domenili. Gremo odpred pisačni moji. Poslušajte, če ste človek, in to ste, če ste človeški človek, in to tudi ste, prosim, da se umaknete, da može obzirno informiramo. Čenče, jaz sem tu kot žrtev prometne nesreče, ne pa kot nekakšen ljubimec. Pa si domišljate, da ste kot ljubimec. Neverjetno, kam sem utaknil te presnete ključe? A, Silvija. Draživijo. Pozdravljena. Karla se pozdravlja. Hvala lepa. Kaj pa stalo, si kaj bolna? Jaz? Kje pa? Popotna mrzlica. To ni hec. Na kaj pa to kaj takega? Dej, imaš vse pripravljen, kdaj pride avto? Kakšen avto? Ja, čez 4 ure. Ampak kaj zlodja je s tabo? Ti si bo praskani paznik cirkusa jo je razburil. Kdo? Nekaj ti moram razložiti. Ti bom rajši jaz. Pedro, če ti bo kdo čveknil Costanera, pravi, da misli na Avenido Corrientes. Kaj pa zdaj tebe šeška? Saj ti ne bomo vedela. Ta nesrečnik dela na Avenidi Corrientes. To se pravi, da če dela na Avenidi Corrientes, ne more delati na Costaneri. Ne? Jaz bi mal sedel. To bo najbolj pametno. Bi malo sladke vode ljubi? Prosim. Po njo grem. Pa v kuhinjo. Zakaj pa ne v kuhinjo? Odslej bomo vodo točili samo v kopalnici. V kuhinji ne teče zaradi varčevanja. Ja, pri najboljši volji ničesar ne razumem. Costanera, Avenida Corrientes, praskani paznik, za Costanero Kaj veš o vem. Costaneri? Ne to, da mi je priljubljena izletna točka. Za Avenido Corrientes tudi vem. Kaj ne boš vedel, saj tam ne drdela. Prav, ampak kje se je pa vzel ta praskani paznik iz cirkusa? Što ti pa to nadvezi? No, čakaj. Koga ste pa prej obljubili tukaj kot zastavo? Kaj? No, sinek zlati, jaz sem morda že zelo star in morda da sem toliko čvarkljen, koliko sem star. Ampak na temle mestu je prej bil nek tip, ves v povojih od glave do peta. In ne samo to, povedal ti bom tudi, kako se imenuje. To je bil Pera, ne čakaj, je bil Pera, no, kaj pa da, Juan Perez. Že grem. Spoštovanje, moje ime je Juan Perez. To ni ljubi, nekaj ti moram razložiti. Temu le nesrečniku. Gre za prometne banalnosti. Če dovolite, da razložim so stvar. Znajdem se na glavni cesti, vaša žena za mano, tisti potuhnjenec pa bum z boka. Tako sem tu. Natančno tako je bilo, natančno tako. Za zlodje, ki ste se pa šli, take... Na Costaneri, na kateri pa? Gospod je bil prednost. Na Costaneri, pravite? Kje pa na Avenidi Corrientes? Odkot si pa ti privlekla Corrientes? Če pa ima vaša žena tam službo. Zlato ženico imate, kar je res je res. Ja, zakaj pa potem trobecljate v Costaneri? Kaj je prepovedano omenjati ta kraj? Ne, prepovedano ni. Marija, kaj si iskala na Costaneri? Z vašim dovoljenjem, nič ni iskala. Iskal sem jaz, iskal in tudi našel. Samo pogledajte me. Dovolj ljubi, nekaj ti moram razložiti. Morala se bi ti opravičiti in ti priznati, Kadar naletite na nekaj idealnega, se vedno pripeti kaj takega. Prazna glavna cesta, jaz z očitno prednostjo. Vaša žena tik za mano, tako rekoč ob meni. Tisti potuhnjenec pa z nekega kolovoza. In kje se je to zgodilo? na Costaneri? Boste že prostili, na Avenidi Corrientes. Oprosti, ljubi, res je bilo na Costaneri. Kje pa bilo je na Avenidi Corrientes? Če je bilo kosilo poslovno ali celo na zvezni ravni, je zagotovo bilo na Costaneri. A kako se bomo zdaj odločili, Costanera ali Corrientes? Jaz ne vem več, kar sami si izberite. Ljubi moj Pedro, nekaj ti moram razložiti. Bila sem na Costaneri. Imeli smo poslovno kosilo, to ti nisem povedala. Tegole nesrečnika je nekdo budnil, tudi to ti nisem povedala. Sem pa edina priča, to tudi ti nisem povedala. Zato ti pripovedujem vse naenkrat. Hvala lepa.
Kaj pa vi še zmerom ustrajate, da je bilo na Avenidi Corrientes? Oslarije, hotel sem pač rešiti idealen zakon. Tudi Valko. Kaj pa ti, Silvija? Moraš mi oprostiti. Jaz sem jo nagovarjala k temu. Tudi tebi hvala, ja, za požrtvovalnost. Zdaj pa, do takrat, ko izgovorim popokate petl, vsi reševalci mojega zakona ven! Pedro! Pa ne imate v mislih tisti znameniti vulkan? Pedro, obnaša se kot kakšen šolar, no? Bilo tudi se ti je smešalo! Celo mene Z podiš! vašim dovoljenjem. Popokate petl! Če je bila beseda izgovorjena, potem prosim, z mojim najglobljim spoštovanjem. Tako preganjaš nedolžne ljudi? Naravnost neverjetno. Kaj pa čakata vi dve? Kaj tudi ženo bodi si iz hiše? V njeno dobro, veš, zdaj vsaj ne bo treba živeti zraven človeka, ki se mu kolesca v glavi vrtijo narobe. Zdaj gre lahko v mojo službo razlagati, da sem ponorel. Zdaj ima dokaze. Pedro, jaz sem šef najboljši na Pedro! Marija, moj Mercedes vas čaka pred vrati. Kdo pa je to? Moj direktor! Oprostite. Hotela sem reči, da je to moj direktor in da je tale moj mož. Sej Bože tegne biti prav zanimiv. Še posebej... Ven, prosim. Kako prosim? Ven. Tako rekli? Ven! To mene pravite. Vsi ven, tudi vi dve! Pedro! Kar se mene tiče, bi nikako skušal razumeti. Tudi, kar se mene tiče, ampak... Pojdimo, to si bo zapomnil za vse življenje. Res greš? Saj si ga slišala? Vse mu pustim na grbi, otroka, hišo in vse! Pojdimo. Marija, ti seveda lahko ostaneš, samo pod pogojem... Marija? Marija? Hudiča, prav zares je odšla. Vidiš, tu lepo piše črno na belem. Ženske, zlasti pa materi z majhnimi otroki, ne bi smeli delati v nočni zmeni. Svetla prihodnost se ti obeta, sinko. Mingo, nikar me ne dražite, jaz nisem ne ženska, ne mati majhnih otrok. Ja, kaj se ve. Če si moški prihodnega stoletja in to praviš, da si. In če živiš, kakor praviš, da živiš, je treba te stvari na kakšnem kasacijskem sodišču dognati. Dokler pa sodišče ne dokaže nasprotnega, igraš funkcijo matere. Tu ni debate. Prav, če vam je pa to tako zelo všeč, sem pa mama. Za vas, da se razumeva. Jaz se pa ostajam človek prihodnosti. Pošteno sem se zagazil v 21. stoletje, moškospolniki bojo pa šele začeli stopati po mojih stopinjah. Ja, tako je, Pedro. In zato si zdaj zavarovan. Kako ti bi to razložil? Kakor državne meje. In je naša država odpravila žensko nočno delo. Jutri lahko greš nazaj v službo in ti bo država rekla, za našo Pedro ni nočne izmene. Ona mora dojiti otroke. Samo mene ne marajo v službi niti po dnevi. Na 15 krajih sem že poskušal. Povsod, ko slišijo, da imam dvoje otrok, samo žvižgajo. Roko na srce, lažje je žvižgati, kot pa poskrbeti za vsak dan kruh ločenki. Fanta dobite vnete 6, jih lepo peleš na bolniško. Jutri jih nimaš kam ogostiti, izvolite bolniško, potem ti priteče otroški dodatek. Drek mi priteče. No, je že dobro. Samo sem hotel reči, da bolj ko so zakoni človeški, teže prijez do službe. Ta je pa dobra. Se pravi, da če v človeški družbi, kot je naša, moraš otroke skrivati, jih v nečloveški niti delati ne smeš. V mojih časih... Ja, že vem. V vaših časih je bilo vse drugače in seveda vse boljše. Samo, Mingo, ne pozabite, to zdaj so moji časi. Ali kaj jemlje za živce? Tako
Tako daleč pa še nisem, ne? Če nisi pa boš, ne pozabi, kar sem ti svetoval. Kamilice in veliko medu. Nekaj mojih znanki je mož pobegnil in jo pustil 4 otroki. Martin, Matijas, Marjano in Marcelo. Pa kaj? Kamilice so likale plenice, Martin, Matijas in Marcelo so se pa kopali v medu, ali kaj? Mingo, nobenega dvoma ni, da imate najboljše namene in da ste mi nepopisno pri srcu. Samo na kolenih rotim vas. Nehajte primerjati mojo usodo z usodami vaših znank. Jaz se popolnoma zavedam, kaj delam. To je stvar mojega filozofskega stališča. Čast, komu čast. V mojih časih smo taki, ko si ti rekli ločenka. In ti si filozof ločenka. Tako razumejo problem moja leta. Ti si pa tagoti toliko, kar se ti poljubi. Elektrika. Ne bi rekel. Enkrat dolgo in enkrat kratko. Elektrikar zvoni 3-krat kratko. Kako pa zvoni tisti, ki pobira najemnino? Najemnino sva že plačala z vašo pokojnino. Morda je pa prišel gasilec za telefon. Na telefonarji bojo pa že malo počakali. Občutek imam, da zvončklija nekako prijateljsko. Kaj če bi še odpred? Na, prav. Naprej. Hvala, Mingo. Pedro bo takoj tu. Hvala. Pa si čisto prepričana, da so tvojega očeta upokojili kot potapljača? Nobenega razloga nima. Že dobro. Samo mislim si, kako v teh vaših časih vsega ne pokojijo. Silvija. Živijo, Pedro. Tu v bližini sem se znašla na nekem seminarju. Madam, varujte se seminarjev. Ampak to je samodnevni, lokalni. Ti ni prav, da sem prišla? Ne, meni je zmerom vse prav. Včasih me malo zabrise iz kolesnic, priznam, ampak se spet kmalu ujamem. Kako se kaj obnaša tvoj moški? Zdaj pa se presedlal na viski. Ni več kaj storiti. Čez davno sem dvignila roke. Nihče ni popoln. Kar mene poglej, stare časopise polagam po parketu. Bi kaj popila? Če ti res ni prav, da sem prišla... Ne, lepo te prosim. Midva se nisva še svoj živ dan sporekla. Ljubo mi je, da si prišla, res. To se lepo sliši. To seveda ne velja za osebo, o kateri se v tej hiši ne govori. Pedro. Osebi, o kateri se v tej hiši ne govori, Pedro. lahko sporočiš, da si me videla čilega in zdravega. Utrip enakomeren, 76 udarcev na minuto, močan kot Muhammad Ali. Prosti, likalnik imam vključen. Hajdej meni, bom jaz. Ne, zakaj? Moškega prihodnost likalnik osvobaja, ga sprošča. Tako kot nekdaj Geršvina v moji nekdanji preteklosti. Kako pa si s časom? Ne vem, kaj z njim. Čar prave gospodinje je v tem, da vse postori in pri tem daje vtis, da nič ne dela. Fantička dišita kot umita vojska. Kadar se mi pa zakoče rož, ni vonja na svetu, ki bi prekosil njuni ritki. Fantička moja, pozdrav poslanki iz UNICEF-a. Poslanka je res tu, močno se zdi potrebno, da se prepriča, če še živita. In če sta oba, če vaju nisem zamenjal za 2 nogometni abonma v bomboneri in še. Vprašajte kaj, gospa poslanka. Pedro, se lahko resno pomeniva. Lahko. Mariji se zdi. Se pravi, osebi, o kateri se... Osebi, o... Saj vendar ve, kako se moja prijateljica imenuje. Prav, to se mene tiče. Kar se pa že tiče imena, in ko sva že pri tem imenu, pa ne da mi ime ponuja roko v spravo. Nič takega. Nič takega, se pravi, da naj jo ponudim jaz? Kaj jaz vem, bi me zdaj poslušal? Zelo pozorno te poslušam. Meni se zdi, da so tu posredi višji interesi. Fantička, prav, osebi sporoči, da lahko mirno spi. Bodi brez skrbi, Marija mirno spi. Kaj praviš? Da spi. In si misli, da boš tu našla drogiranega očeta, ki je v znak
predaje razvil belo zastavo, ali kaj? Veš kaj, ženske nimamo takih popadkov. Pa je sploh ne strah, da smo na robu finančnega poloma? Daj, Pedro, kaj si smešen. Da ne misli, da nam je lepše, če je ni. Ne, hočem reči, če ne mara fantazira, da se brez nje sploh ne da živeti. Saj si vendar ti pokazal vrata. Prav. Meni se zdi, da se oseba želi vrniti v družinsko skupnost. Prav. Moji pogoji so tile. Pedro, vsaj 2 sekundi me poslušaj. Zelo pozorno te poslušam. Torej, oseba se lahko vrne in sme skrbeti za otroka, ne more pa terjati, da meni nič, tebi nič, zaradiram v svoji zavesti vse, kar me je doletelo v teh dneh. Na drugem mestu bi pa še dodal... Pedro! Kaj? Nehaj že s tem klobasanjem, napočeni pijanček! Pijanček? Pa ne da si me zamenjala s svojim možem. Oprosti. Občasih si tako podobna. Tako strah. Stopite to sem in tja kot razčepirjeni golobi. Postavljate pogoje. Ta moja goba hoče, da mu rodim sine. V tem primeru si bo rekel pijači. Pravi, da ne grem iz doma, ker ga zažeje, kadar me zagleda. Zoprni, mizerni moški. No, oprosti, ni bilo proti. Oprosti mi reči ti. Tako imaš le drugačno krvno skupino. Začaral me je, uročil, izžel. Zdaj potikam nos v življenje drugih ljudi. Kakšna trapa sem. Kaj le delam tu? Te ni ona poslala? Samo do Praga smo se zmenili. Na črtu je bilo, da odpreš vrata, ti dam papirje, se obrnem in grem. Papirje? Dokler vajna razveza ne dobi zakonskega polnomočja, da ti bo tole neke vrste obvezna podpora. 250 pezov za vsakega otroka in 500 pezov zate. Alimenti, recimo. Tudi tako bi lahko rekli. Pa je treba kaj podpisati? Ni treba. In te radosti bom deležen vsak mesec? Dokler boš brez službe. Ja, to bo za mleko, za elektriko, pa morda še za papirnate plenice. Če se ti zdi premalo, se lahko obrneš na občinsko socialno skrbstvo. Sej, občina, socialna delavka, sodniki, porodniki, vse tisto, pred čemer sva bila z Marijo tako zgrožena. Tako je pač življenje. In zdaj bi se spodobilo, da predlagam dan v tednu, ko bi se ta nama znana oseba smela ogledati uboga otročička? Nič takega ni rekla. Nič takega ni rekla, poglej. Se pravi, da bi se moral jaz z otrokoma smukati okrog njenih uradnih kosil na Kostaneri, če bi hotel, da se srečamo. Kaj jaz vem? Kaj pa, če otroka zboli, da mene pa začne pod plombo boleti zob? Kmalu bi pozabila. Zdravstvene kartice za ta mesec so potrjene. In to je vse? Vse. Otrok pa zares ne mara videti. Povedala sem ti samo to, kar mi je povedala. No, razumemo. Všeč vama je, če ste lahko malo skrivnostni, ne? In potihem upate, da bom prišel na dan s kakšnim bedastim vprašanjem, kot na primer, a ima moja žena kakšnega prijateljčka? Pa kaj takega nikdar ne bo slišala iz mojih ust. Nikdar. Najbrž je pametneje, da grem. Kar povej, da mi je vseeno, če ima koga ali ne, če se zmeni za ta dva uboga črvička ali ne. Saj veš, nekaj takega ne bom povedala. Potlej pa vsaj reci, da ne potrebujem njene podpore. Da je ne potrebujem. In ko bo ona vprašala, če se lahko vrne, bo moj odgovor ne. Ne 1000-krat. Tega denarja ne maraš? Ne denarja, ne nečesa drugega. Pedro Garcia je svobodna in samostojna osebnost. Nekdo pihaja. Zdaj pa zdaj. Malo počakaj. Sinek zlati 3-krat kratko, v brlog! Mingo, kaj se tu dogaja? Elektriko plačujemo! Pedro, kdo je zvolil? Kaj je res dozvolil? Sovražniki pred durmi, 3-krat kratko in ostro! Mingo, je res tako važno? In še kako je važno, nikdar ne veš, kdo vse lahko pozvoni pri bankrotirancih. Bankrotirancih? Pedro, vaju kdo preganja ali kaj? Ne, sploh ne, traparije, odpred grem. Mingo, kaj se tu godi? Zaenkrat nič, hčerkica pa se bo začinil. Dobar dan. Krasen dan. Še Komrador ga ne more pokvariti, ni res?
Kakšno vrsto pa ti predstavljaš, čudežnik? Jaz sem elektriker, Botrček. Sekba, luč, ogrevanje, hladilnik, bojler, sesalec, mešalec. Vso to blagodati treba enkrat plačati. Vi, mladenič, iščite zakopane zaklade? Lahko vam kaj izračunam. Preteklo zimo so v službi za računanje posebej pohvalili. Ti upravljaj svoje posle, fantič, mi bomo pa svoje. Če drugega ne, računi so mi pa zmerom pred očmi. Poglejmo, kaj piše lepega na vašem. Pa smo tele našli. Torej, Garcia Bravo. Zakaj pa Bravo? Saj to je najprimernejša beseda. Fantastično ste se prebili. Upam, da veste, da je pred vojno kompletna Vežaneda porabila manj elektrike, kot danes samo hladilnik v eni restauraciji. Napredek, kaj moramo? In koliko pa bomo plačali za ta naš napredek? A da koliko boste plačali? Če upoštevate, da majhna tovarna aluminija pogoltne svojih 300.000 kW dnevno, potem vaše uporabe tako rekoč ni. Ja, seveda je ni. Poslušajte. Tu blizu je neki možakar, zaradi varčevanja seveda, hotel pogreti makarone na svečki z novoletne jelke. Saj to je novi Einstein. Sveča je zažgala prt. Sprta se je ogenj preselil na preprogo, iz preproge na zaveso. Če si predstavljate, da sem Silvio Soldan pri Feliz Domingo, 3 sekunde časa za odgovor. In zavesa se je ogenj presedlal na okno. Prav žal mi je, odgovor ne ustreza. Pravilen odgovor se glasi. Medtem so pridrveni gasilci. Saj to vendar nima nobene zveze. Mora biti pa jo ima. Takole, z elektriko skopariti je nevarno. Tako kot je nevarno se sklanjati v vlaku skozi okno. Prehajamo na vprašanje številka 2. Koliko smo vam dolžni? Moj bog, ste vi radovedni. Mini predstava elektrodistribucije je končana. Hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni. Odgovore pošiljete... Kolikšen je račun? Samo trenutek. 923 pesov. Koliko? 923, to je pa škatla dobrih cigaret, to vam odštejem iz mošnjička za drobiž. Vi ste pa pravi čarovnik, čista poezija vam je iz ust. Verjemite mi, kadar se moj dan začne takole, se zmerom vnovič noro zaljubim v pobiranje denarja. In mi ni niti za dlako žal, da sem študij literature obesil na klin. Torej, na dan z milijoni? Tukaj imate 1000, drobiž pa obdržite zase. Prekrasno? Prekrasno. Še 92 naredite tako, pa me boste videli samo še v hrbet. Kako, prosim? Pogovarjamo se v novih pesih, vi matematični geniji. Se še spomnite gospodarske reforme, pa takih malenkosti. Kakšen štus je pa zdaj to? To je vendar račun za veliko tovarno, ne pa za stanovanje navadnega zemljana. Poleg tega je tu hišni gospodar ločenka moškega spola. Moška ločenka? Mimo, ne spominjam se, da bi ga skaj vprašal, sploh pa trenutno vse drhti v meni. Neverjetno. Rekel bi, da niste iz testa, ki se ga da hitro stresti. Kulturen človek. Vsaj po mojem subjektivnem mnenju. Še več, politično podkovan. Res imate obraz politika, ki zna iz vsake podražitve narediti triumf naše gospodarske politike. Nehaj no globazati, fant. Kje si pa že videl politika kilika plenice? Gospod iz 21. stoletja. Vsekakor vidim vas nekaj nenavadnega. Naredite mi uslugo in mi dajte možnost, da bi v bližnji prihodnosti razmišljeval o vas. Torej, 92.300 starih... Pa ste prepričani, da je to račun Garcijo? Prepričan kot le kaj. Spoštovani, zdaj me je 9. ko skušam prodreti v to trdnjavo. Branilcev tega stanovanja bi pripadala nacionalna kolajna za hrabrost.
sem že, če bi se oblekel hudobnega volka z rdeče kapice, ali da bi se v hišo pritihotapil po vodovodnih ceveh. Samo žal mi izobrazba in telesne mere tega ne dovoljujejo. Ste zmeraj tako trdovratni? Tale moji poklici ne varam, veste. Tu blizu so me navdušeni stanovalci hoteli vršiti stolpnice iz 9. nadstropja. Zajamčili so mi pokop v najlonski vreči na stroške hišnega sveta. Sindikat bi pa prispeval venec. Skratka, veliki šov. Po svetu sem vam kaj precej svojega dragocenega časa. Kako bo zdaj? A boste plačali? Mene ne boste prerezali žic. Kaj pa tvoje nepreskrbljenih malčkov? Za otroke so le dolžni skrbeti starši, ne elektrodistribucija. Sem in tja, lahko lista mosta. Sinek, lahko naju postaviš na glavo in močno postreseš, pa ne bo padlo naju več kot za kilo riža. Na naturaljah pa ne sprejemamo plačil, samo v pesih. Koliko ste rekli? Mande pa ne boste kar tako plačali. Koliko je? 223, če že tako tiščite. Smo zdaj bod? Bod, denar je not. Ti si pa trud. Spoštovani, prejmite moje najglobje in iskrene spoštovanje v imenu nocojšnjega gosta. Pardon, za trenutek sem pomislil, da sem Silvio Soldar. V imenu elektrodistribucije se vam vsem vse lepo zahvaljujem. Neverjetno, kakšni ljudje dobijo danes v tej državi službo. Si prav, idealno. Kako prosim? Idealno. Da se nisem zmotil v številki. Pedro, prišel je zaradi sobe. Oddala se oglas v časopis, da oddajava sobo za samce. Ja, kar naprej. Se vam je le posvetilo. Soba s pogledom na Riachuelo v idealni družini. Dobar dan, gospa. Dobar dan. Bilo bi mi ljubo, če bi takoj izvedel za vaše ime. Silvija. Silvija. Zanimivo. Kaj pa gospod? Pedro. Neverjetno. Kaj, to sinko popis prebivalstva ali kaj? Meni pravijo v tej stolpnici samo Mingo. Hvala tudi za ta podatek. Je to vse? Še 2 otroka imam, Silvestre in Nikanor. Če vam to kaj pomeni. In še kako mi pomeni? Mladoletna. Še v plenicah. Nič ne de. Pogled na Riachuelo bo pa najbrž tamle. Ne, tamle. Če ste raso. Škodega. Terase tako ali tako ne bomo uporabljali. Zdaj pa je skrajni čas, da grem. Pa ne, da sem vas jaz kakorkoli zadržal. Še malo, ne? Lepo, da sem vas poznala, gospod. Anselmo Trotta. Dobro smo nas poznala. Nasvidenje, Anselmo. Nasvidenje, Mingo. Z Bogom, Pedro. Padijo piška in pozdravi očka. Samo pomislite, ni noče jo potapljač poklicni. To pa res ni pomembno, Mingo. Kako da ni pomembno? Vse je pomembno. Ni pa res zanimivo. Tako čarljiva dama, oče pa potapljač. No, katera soba je predmet našega obojestranskega zanimanja? Tukaj, kar naprej. Mingo, pristavite lonček, prosim. Brez skrbi. Izvolite, kar pogledajte. Nekaj gledati. Soba dobi pravo petico. Tole, to si pa takoj zapišem. 5. Izvrstno. Zvočna izolacija, sončnost in kar je najpomembnejše, intimnost. Skozi okno ne more nihče zjati v vas. Seveda ne, na oni strani so samo pritlične hišice. Prečudovito. Nabrali ste si že 10 točk. Jaz veste, ocenjujem od 1 do 5. Prvo petico ste si sklepali s splošnim petisom. Včasih je prva petica odločilna
za mojo sodbo v celoti. Ko smo že pri peticah, ne, lahko pripišete še eno. Ja sem pa res radoveden. S čim si jo upate pridobiti? S tem, ko vzamete v najem spalnico, ste tako rekoč dobili za ston tudi tole sobo. To se pravi, da imate na razpolago telefon, televizor, v kuhinji si pa lahko skuhate čaj ali kavo. Kako se vam zdi? 2. Kako prosim? 2, spoštovani. Nobenega buhajna po stanovanju, nič telefonarjenja, televizijski program je čista bedarija, nič. Zapomnite si, samc je samc in naj ostane samc. Ja, mislil sem pač, da vam bo idealno družinsko vzdušje všeč. Vsake stvari, pa kar pozabim. Samc se mora počutiti bogato. Tako občutje pa vsi žele, če je sam. Nisem več sam. No, kot sva torej rekla, samo prehod do kopalnice, 4, 5, kvečemo 6 korakov. Do shoda pa še enkrat toliko. Taka so dejstva. Samcu pripada 20 res nujnih korakov, pa prav nič več. Bilo bi me ljubo, če bi se to zapomnili in tudi upoštevali. Bomo, zapomnili si bomo in upoštevali bomo, brez skrbi. 2 bom pa črtal. Očitno je, da ste si jo staknili zgolj dobronamernost. Hvala lepa. Tudi sledeče ni nevažno. Samc ne sprejema obiskov, ne pisem, ne telefonskih klicev. Pa ste vse to sposobni spoštovati? Če na vsak način terjate, insistiram. To bi vam, ko mimogrede povedano, dalo še 1 petko. Prav, pa zdaj? Poglejmo. 3 petice. 15. Fantastično. Doslej najmočnejšega kandidata presegate za celih 6 točk. In kdo je ta kandidat? Kdo z Lanusa? Polomilo ga je zadnje vprašanje. Pazite se, tudi vas bi lahko spodneslo. Sem pa res radoveden. Toda vam ga sploh ne bom nastavil. Preprosto, še 1 petko. 50, 20, čestitam, sobo vzamem. Kako vselili se boste, saj še za ceno ne veste? Popolnoma vseeno mi je, kaj si boste v tem smislu izmislili. Vaš obupani obraz mi razodeva, da mi imate namen ponuditi pošteno ceno in k tej pošteni ceni dodajam še 10%. To je pa že sitno. Sitno? Ne prehitro. Malo vas bom razočaral. Teh 10 vam ne dajem zaradi lepih oči. To je pogojni odstotek. Da ne ovinkaram. To je nadomestilo za pretres, ki sem ga vam prebral. Pretres? Ki je že tu. Ne bom se vselil. Kako ste se premislili? Še malo ne. Sobo sem najel za svojo zaročenko. Presrečeni? Ne vem, kam ne bi z vašimi besedami, prostite. Zato sem tu, da vas pojasnim. Še daleč mi ni vseeno, kje se bo vselila moja bodoča zakonska družica. Moja bazična ideja sloni na upanju, da detece spravim k družini, ki je zgled zakonske harmonije in sreče. In to, mislim, sem vzoril v vaši hiši. Če ne tukaj, kje se bo moja bodoča naučila, kaj je pristna zakonska sloga? Taki stvari se z nobenim denarjem na svetu ne da poplačati. Skočil po njo, pred vrati ždim drhti. Kje pa je samec? Mislite samica? No, nikar mi ne reči, da je tudi ta obleke v krilo. Pa kaj je danes z vami z mladimi?
svoj novi domek. Pa zapni si tako grči duš. To je moja Stela in Pedro, gospodar. Garcia. Jaz sem pa Mingo. No, poglejte na dekelco Zalo. Bravo, mladi človek. Pri teh letih ima tako čednega otroka in še lepo zmejenega. To je gospodova zaročenka. Zaročenka? A imaš od staršev dovoljenje za možitev? Nimam staršev, sirota sem. No, tudi sirote morajo biti. Zdaj pa kavo. Stela kave ne pije. Kava je strup. A ni tako, srček moj? Tudi tobak je strup. Ste jo slišali? Moja Stela je vzorna kombinacija pameti in lepote. Se smijo sobo, kaj ne da? Ja, prosim, kar naprej. Stela, greva. Kar tako. Kaj bo pa zdaj, sinko? Ja, kaj naj bo, ne? Punca se je vselila in konc besedovanja. Stela bo zapustila sobo kvečjemu 3-krat na dan. Nično bo potrpela na vrata, sicer pa ji ne odpirajte. Ni dobro, da hodi dosti ven, premlada je še. Le kaj vam pride na misel? Prosim. Če ne zmorete, bom stvar uredil sam. Ne, prav, pomože. Kako mi želite? Prav. Sicer boste videli, da je spokojna kot gorsko jezero. Zato me tudi tako pri srcu. Zagasnil sem se. Ob 11 imam skupinsko terapijo. Kaj terapijo? Kje? V domu Morda. Drugi vhod, levo. Nasvidenje. Kakšno čudno žival smo pa vzeli na kvartir. Kdo je? Jaz? Je moj Anselmo že čel? Je. Hočete, da odprem? Če vam ni odveč? Ne, meni je odveč, da ste zaklenjeni. Ja, tako. Kako zdaj ste vi, Mingo, to je Stela. Da nam bo tole stanovalo pri nama. Ste kam namenjeni? Takale? Anselmo bi me ubil, če bi me videl tako oblečeno. Veste, neizmerno mu je pri srcu skromnost in zadržanost. Kaj pa, če se vrne? Ne bo se, ne, na psihiatriji je. Pa on tam dela ali je pacient? Kaj jaz vem, ga nisem vprašala. Sicer pa ni važno. Kako da ni važno, če je kdo nor ali je pripravi? To že, ampak Anselmo ima tako dobro srce. Ja, srce že. Kaj pa možgane? Res nameravate ven? Se vam kaj sanja, koliko sem stara? Imate uro? Ja, 11 preč. Pozna sem. Ampak, kaj pa, če Anselmo vpraša za vas? To pa ne bi bilo dobro. Ubil bi vas. Mene? Sem se sama odklenila ali kako? Zmerom kaznuje pajdaše. Pravičen je kot sodnik. Ali ne veste, kakšen je? Ne. Samo pogledajte, kaj vse so že pisali o njem. Ljubosumni zaročenec izgnal iz tramvaja vse potnike. Zabodal zaročenko in premlatil stanodajalca. Dekle 40 ur priklenjeno brez vode in hrane. Pa vse to se nanaša na Anselma? Močno je razubit. Samo tisto o vodi ni čisto res. Imela sem steklenico Coca-Cole. Vse to je ušpičil van? Od A do Ž. Še fotografirali so me, pa zakaj potem slike niso objavili. Taristo, medvedov ta Anselmo je vendar nor. Lahko da, samo z mano je nepopisno dober. Punca, štev bom do 3, gledam izgineš nazaj v sobo. Še tega se manjka. V takle grob naj pokopljem svojo mladost. 1, 2... Mingo,
Tako mlad pa že ljubosumen. Pa ne, da ste sedmo stari. 3. Ti in tvoja 21. moško stoletje, pa imamo v stanovanju abonenta domače norišence. Tudi ona je malo, ne? Ven z njo za vsako ceno. Bolje, da požreš marini alimente in da ti občina daje miloščino, kot pa da bi od takih le dobil odsekine. Pa tako trdno sem verjel v svoje načrte. Pač so se ti pa podrli. Skočil si napačne škorbe pa pika. Samo pomisli, kaj si vsega skuhali v teh nekaj dneh. Ne mora tako biti. Za svoje dobro mora človek tudi nekaj malega žrtvovati. In temu ti praviš tvoje dobro? Kaj je šele tvoje slabo? Globoko si padel, sinek. Žene te mora zdrževati. Zdravega in pravega. Kar poglej si v zrcalo. Ko bradori te gulijo, stanovanje daješ v najem norcem, jutri lahko greš na Marino poruko, pa si kompleten. Kaj pa čenčate? Marija vendar ni ena od takih. Kakšnih, če je ti ne maraš. Saj veš, kako je. Ženska je rada neodvisna, ne mara pa biti sama. Pokliči jo. Jaz? Nikdar. Pokliči jo, ti pravi. Na kraj pameti mi ne pade, to se tepe z mojimi načeli. Naj se kar tebe, ti jo samo pokliči. Ampak poslušajte, če jo pokličem, to pomeni, da je ona ravnala prav in ne jaz? Ni ravno tako, oba sta ravnala prav. Samo ti si rekel ena izpoka, ti moraš reči, naj se vrne. Pa bo njej jasno, da sem imel jaz prav? O, seveda bo. Tisto trenutko, ki bo požvančkejalo. To pomeni, da si mož dejan močan v sebi. Ja, če je to res, potem bi nam kaj izgubiti, ne? Zmaga je moja. Ola? Marija, si ti? Ja, kdo pa drug? Ne, nič se ni zgodilo. No, pravzaprav se je. Nikanoru je zrasel zob. Ja. Oster in bel kot sneg. Kar nekam bolj moški je postal. Ja. Kaj? Ne, čakaj, no. Ja, ampak zaradi tega se pa vendar ne boš smerila. No, ja, prav, počakaj, ja. Samo pomislite, zaradi enega samega zoba plane v jok. Poslušaj, ja, me lahko poslušaš ali ne? Ja, tudi jaz te bom poslušal, ja. Ampak tudi ti boš mene, da boš vedela. Kaj? Zelo preprosto, na vaši kovčke pa prid. Ja, prav. Tako, čau. Kar sama je rekla, da pride, kot da je komaj čakala. No, vidi, saj ti to ves čas pripovedujem. Voz pred pasnikom. Kje po vašem harmoničnem gnezetu sušite perilo? Puca si, spet zunaj. Zakaj mi pa niste zaklenili? Jaz sem kot ptička, tako jo triglaš vratca, odleti. In kje je kopalnica, veliki gospodar? Naravnost. Kaži mi, prosim, mucek. Saj ti rečem, da naravnost. Da ne. Naravnost, kaj se delaš? Bingo, vi me pa nimate preveč radi, kar me zelo žalosti. In če se malo razumem na medicino, zelo grdo mislite o meni. Jaz? Tako vi kot vas sin. Kaj? Daj, kaj pa štosiraš? Naj vam povem, kaj mislite? Žine, lažnivka smrdljiva. Zgub sem izpred oči. Skij nazaj v sobo. Nazaj v sobo. No, samo pomisli, da bi jaz pri teh letih in pri tej prehrani... Kaj? No, da bi jaz mislil, kar ona misli, da misli, no sramota. Počini vam malo, Klemček, Marija bo vsak čas.
Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega con la primavera. Bienvenido, bienvenido amor. Silvija, fantička se sploh ne morem nagledati. Tudi Silvestru je zrasel zob, samo da tega njegov oče ni opazil. Ja, ne, Pedro je že v redu. Fanta sta taka, zdi se mi, da bosta kar jutri shodila. Ja, revček ubogi, kot dež je jokal v telefon, naj se vendar vrnem. Jaz pa, ne, seveda neizprosna, trda kot kamp kost. Ja, takoj. Ljubi? Ja? Silvija te hoče nekaj povedati. Ja, to. Povabijo nekaj pride, saj izmira tako sama. Hola? Ja, kaj pa da, kot vnovič mladoporočenca. Neumnost, le zakaj bi nama bilo na poti. Revica uboga, veš, jokala je kot dež v telefon, če se lahko vrne. Jaz pa seveda neizprosen, trd kot kamen kost. Ne? Kaj še Anselmo? Anselmo, ne, tega sem pa čist... Ne, sploh še nisem utegnil. Ja, takoj jo ženem, ja, takoj. Pa kar prid, čakamo te. Lepo vas prosim, sploh vas ni tu. Če pa moram. Ne, zdaj ne, pozneje. Moram. Figo moraš. Kaj si rekel, Ljubi? Jaz? Neč. Ne, klical sem te, da prid popit kavo. Najprej se moram problemiti. Ne, tega ti pač ni treba. Pedro? Ni treba, pravim, da bi vlekla kovček, daj, če sem jaz tukaj. Lepo tebe, hvala. Ja, samo prej popimo kavo, Ne more, najprej... Ne, počakaj! Pedro, pa ne da upiješ name? Jaz da upijem? Ne, če upijem je to iz navade. Mingo je mal naglušen, potem pa sicer pa ne upijem. Zakaj bi bil? Ne, mirno sedi, bomo pa pili kavo, lepo. Mingo, čaka vas kava. Ne bi rad motil otroka. Ne, sploh ne, Marija, da si komaj čakala, kako bomo z Mingom pili kavo. Ja. Ja, ste slišali. Zakaj pa nas pospraviš ta kovček? Se nis moramo potikati čez njega. Daj pa še ta. Kakšen ta? Ne, s tem kovčkom, pa zakaj taka ihta? Vse življenje je še pred nami. Ne misliš, da bom tu prisedoval pred vama? Kaj je jaz, da sem ti takega rekel? Pedro, kaj je? Kaj sem kaj rekel? Nisi? Otroka moja je danes sobota. Ta dva moja potepenca sploh bosta prišla z Amerike po me. Da se niste začeli dolgočasiti pri nas, ne? No, to že ne, ampak saj veš, kako je prigovor. Ni važno, kdo je gost, vsakega imaš v trepnik dost. Slej ko prej vam bomo še na živce. Sploh ne, saj ste nama kot oče. Marija, recimo še ti. Marija, Kaj? mar nama ni Mingo kot oče. Ja, kaj pa? Ste slišali? Naprej? Kaj še naprej? Ona vendar trka. Kakšna ona? On. Anselmo? Ja, Anselmo. Točno, kaj pa je Anselmo? Mojster Anselmo, ker sosedje širijo dnevno sobo. Pa mi je zbudil otroke. Kaj se pa dogaja, gospodinec? Kaj se šele bo, tisto smrkljo v sobi bom zadanil. Kaj, Stelo? Marija neč ne ve za Stelo. Ja, če pa nisem imel časa, da bi razložil za zlodja. In zdaj moram za zlodja razložiti, zakaj imam v hiši samico in ne samca in zakaj za zlodja jo imam zaklenjeno. Pač to ni težko za razložiti. Ja, te razlage zahtevajo nekaj časa. Prosim, da mi takoj zapustite stanovanje. Se razume, zato sem tudi trgala. Ja, takoj pomeni takoj.
sinek, če bi ti imel 100 življenj, bi vse 100 tako skompliciral, da bi bilo grozen strah. Še za to stoletje nisi zrel, kaj še za 21. Pedro, se ti ne zdi, da bi bilo najbolj pametno, da spet odidem? Kaj te Bil je nesmiselni poskus, da rešiva nekaj, kar se rešiti ne da. Pa kaj ti je? Kaj mi je? Ne vem, kaj mi je. Vem pa, da se tu nekaj dogaja s tabo, da se razumemo. Storiva to brez nepotrebnih scen. Misliš resno? Seveda mislim resno. Ti vendar nisi sam. Ningo ti je na poti? Na poti mi je von po drugi ženski. Njen glas sem slišala. Tule? Tamle iz najine nekdanje spalnice. Tebi se blede. Blede, saj. Zakaj me pa potlej ne spustiš v sobo in nekaj migaš migodu, misliš, da sem stara prismojena Marija? Kar pet v sobo, nihče te ne brani, ne? Ha? Poglej. Res ni nikogar. Res ni nikogar, poglej. Poglej še pod stol, pa v pralni stroj, mogoče tam skrivam svoje oboževalke. Sem mislila, da res skrivaš neko babnico. Celo parfum Coco Chanel sem duhala. Kakšna trapica sem. Soba je najina. Ja, je pa ni. Nekaj ti moram povedati. Kaj takega? V bistvu nič posebenega, samo sobo sem oddal Anselmu. Od najemnika si vzel? Ja, nečesa je bilo treba živeti. Ampak danes mu bom odpovedal, brez skrbi. Se pravi, da je le nekaj zadaj. Ne, zadaj ni nič. Kako je življenje v sekundo skompliciran? Ja, že mogoče, samo da smo pri ljudeh, ki se nimajo radi. Pri nas je to nekaj popolnoma drugače. Aj, Marija, kako te imam rad? Nikdar te nisem imel bolj rad. Verjameš svojemu Pedru? Zmeraj sem uverjela. Vidiš, potem bodi mirna in srečna. Ampak to Selmo... Že spet začenjaš. Oprosti. To bo pa Silvija. Drugič mlado poročencev, vso srečo. To moramo poslaviti. Imenitna sta, imenitna. Hvala. Aj, ko pa jo vidim, kako sjeda. Sem tudi samo tako srečna. S tem vajnim Anselmom sta že vse uredila? Od kdaj pa ti veš za Anselma? Od takrat, ko je prinesla alimente. Do takrat si mi telefonirala, da je vse v najlepšem redu, po starem, v Anselmu pa še črhnila nisi. Moram ti nekaj povedati. Nisem se ravnala po tvojih navodilih. Stopila sem čez prag te hiše. Tako torej. Aj, menda nisi ljubosumna name. Marija! Le kaj je? Nekakšno strašno razočaranje jo je popadlo. In ta vajin Anselmo od zore pošto z njej nosi tudi take strči. Pedro? Dej, odpri. Marija, ne bodi otročja. Ne moramo ju videti. Prepusti jo meni. Marija, 20 leti so že prijateljici. V imenu najinega prijateljstva zahtevam, da odpreš vrata, da si povejo vse, kar si treba povedati. Marija, odpri. Tako torej, poslušaj. Menda ne misliš, da Pedro in jaz... Kaj si ti normalna? Pedro, prosim. Marija, tega Anselma si nisem sama izmislila. In tu i babicu v moji zakonski posteli si tudi nisi izmislila? Daj ti svojo sveto besedo, da ne... Tudi babnici so, veste, ne? Moj poklon, vsem skupaj. Pedro, saj to je za umret. Mucek, ta moj manijak se mota nekje bližji in sprašuje prodajalke o meni. Nazaj mojemu kletko. Zakleni me, Mucek, da me moja nahota ne raztrga me koške. Ja, skoro. No, stvar je opravljena. Pa kaj ne tako debel gledate, no? Anselmo je najel sobo, je tako, Silvija? Je. Vselil je pa Estelo, svojo zaročenko, si razumela, Marija? Razumem. V svojem stanovanju ima zaklenjeno zaročenko nekoga drugega. Ja, ampak to je bil vendar pogoj. Anselmo je na psihiatriji, tako rekoč, doma, recimo. Bolestno je ljubosumen.
Nisi nikoli bral, on je enkrat izpraznil tramvaj. In kaj s tem? Neč 3-krat na dan jo spustim ven, da gre lulat. Ampak danes ga bom odpovedal, brez skrbi. On je. Kaj, če bi med odšle? Ma kaj sta pamet, da se mi ne premaknete? Če Anselmo vidi, da sem brez žene, bo mislil, da sem se vrgel na steno, me razumete? Takoj. Jaz definitivno grem. Grem še jaz? Ne, Marija, kam te pa nese? Marija? To ime slišal prvokrat. Nimam je na spisku. Dobar dan, gospa. Dobar dan. Kako kaj vaš naraščaj Silvester Nikanor, če se nam... Izvrsno, hvala. Staro, v vseh družinah pravilo je, otroka sta živa podoba mamice. Ne, Marija, počakaj. Močno se mi zdi, da se tukaj godi nekaj nenavadnega. Te Marije mi ni še nihče omenil. Marija je Pedrova žena. Glej, no glej. Kaj ste pa potlej vi? Prijateljica. Zakaj sem bil pa prepričan, da ste vi njegova žena? To je vaš problem. Jaz enega moža že imam. Lepo od vas. Zdaj nimam novih vprašanj. Sicer me pa čaka Stela. Stela, to je Anselmo je tu. Ja, kje pa je ključ? Pedro ga ima. Kam pa je skakljal ta Pedro? Za ženo je tekel. Kdo pa mi bo odklenil Estelo? Ali me vi zaslišujete ali kaj? Nič vas ne zaslišujem. Samo svoj ključ bi rad. Vidi najbrž radi ključ. Tako, tukaj je. Torej, vi ste gospodova... Sestra. Kakšna sestra? Mlajša. Vi ste pa mi rekli... Prav, nič vam nisem rekla. Pedro je moj brat, od tete. Taj pa dobro. In kaj je potem takem Silvija? Moja žena. Pa se spet. Silvija je moja snaha. Tudi to. Bomo danes kaj kosili ali ne? Ste le prišli. Moment. Čigav dedek pa je to? Moja. No, glej. Zdaj se mi pa vsi lastijo. Hvala, otroci, ampak jaz imam sinov in slag na pretek. Torej, tule so vam... Sosedje. Anselmo, psihoterapevtske sestanke boš moral podvojiti. Spoštovani zbrani, moje umske moči so prešibke, da bi vse te podatke prevalil na mah. Dovolite, da vse natančno premislim in vam povem, kako sem se odločil. Kaj pa bo iz vsega tega? To bomo videli, ko se vrne. Ne, kar pusti pri miru, saj vidiš, da je nor. Samo on. Dobar dan. Prav žal mi je, ampak peklensko se mudi. Čez pol ure se začne razprava. Kakšna razprava? Ste že pozabili? Jaz na glavni cesti, vaša Marija za mano. Marija, takoj morate z menoj, se njih ne bo čakal. Počakajte, z vami ni bila Marija, ampak Silvija. Nalega, zdaj pa vse znova. Ja že ne vem, kdo je komu to. Vse sem temeljito in podrobno premislil. In odločil sem... Ne, počakajte, veste kaj, morda se... Zdaj odločam jaz. Ne, tako se pa ne gremo. In niti demokratično ni. Glejte, sama Božja previdnost nam je tukaj poslala človeka, ki bo razjasnil, katera žena je od koga. Pozno je za pojasnjevanja, pozno. Nikdar ni prepozno. Mene sem nima. Peres, povejte gospodu, kdo je moja žena. Kolikor jaz vem, Marija. Saj sem vedel. Vzamete stregal bo! Ja, kaj pa vam je? Ste normalni ali niste? Kdo pa je nam danes še normalen, če že res morate streljati, verite vame, ostali so nedolžni. Lepo vas prosim, jaz imam narok, sodnijo se ni za hecat. In tudi ne moram, da se tisti potruhnjenec izmaže.
Kaj če bi raje streljali po razpravi? Ja, kaj pa toliko še govoriti o tem streljanju? Jaz nimam časa za take reči. Ne mara pa moji pridejo iz Amerike še danes ali ne? Dovolite, jaz vsega tega ne razumem. Vztrajam pa pri vprašanju. Kdo mi bo šel pričat? Aj, grem jaz, saj tako ali tako sem se začel v vsakem času. Nagrado mi bo zdal, prijatelj moj, nagrado! Tvoja odpoved ni sprijeta, lepo boš prišel nazaj delat. To je novica. Estela! Žolanda! Kaj pa počneš? Kaj pa počneš v stanovanju ženjenega moškega? Boste že oprostili, ampak to je moja Stela. A ti bom dal po butici, Stela, 100% Žolanda, moja punca. Vaša kaj? Alo, zradiraj se. Tako torej, medtem ko se ti prijatelji trudijo in delajo vse, da te spravijo nazaj v službo in ti speljavaš punce. Če bi imel zdaj le pihalnik... Tvoj pihalnik se bo že našel. Najprej moramo ugotoviti, kaj se tukaj dogaja. To je zame nekaj čisto novega. Ugotovili bomo dejanske stanje. Sedite naokrog. Zdaj pa lepo, počasi in natančno. Kaj tiši na glavo? A ni vidiš, koliko je ura? In koliko je ljudi? Vem. Sami firci. Kaj vam doma? Ker bomo šli od začetka, bo trajal malo dlje. Kaj, če bi vsaj zaveso spustili? Ta misel pa ni slaba. No, ljudje božji, gremo domov. Čau!